Uspešna jesen na najboljši možen način zaključena tudi z zmago v Velenju. Rudar Maribor 1:3 in potrditev prednosti na lestvici. Začelo se je z serijo priložnosti po udarcih iz kota. Najprej po podaljšani žogi Mešanovića Bajde prišel do zaključka, Radan je obranil, strel Krecoja pa so domačini blokirali. V naslednjem kotu pa do priložnosti Luka Zahović iz obrata, ponovno je bil na pravem mestu Radan. V 35 minuti pa vodstvo, lepa akcija, žoga je tekla od noge do noge, Dervišević do Klinarja, Klinar je podal v sredino, Bajde je preskočil, Mlakar pa zabil svoj 9. gol v sezoni. Po vodstvu nova priložnost, le nekaj minut zatem idealen protinapad, ki sta ga izvedla Jan Mlakar in Luka Zahović, toda Radan se je še enkrat več v prvem polčasu izkazal. Namesto povišanja vodstva pa izenačenje, dvojna podaja med Črnčičem in Radićem in Črnčič je zabil za 1:1, tako se je odšlo tudi na premor. Toda neodločen rezultat ni trajal dolgo, relativno hitro po prihodu iz slačilnic v 52 minuti ponovno vodstvo. Tokrat je Krecu začel akcijo na svoji polovici, Mešanović nadaljeval in sijajno zaposlil Luko Zahovića in Zahović je zabil svoj 9. gol v sezoni za 2:1. In nekaj minut zatem še tretji zadetek in zdaj že zelo znan način iz kota je podal Amir Dervišević, Saša Juković pa z glavo pod prečko za 3:1 in za svoj 6. gol v sezoni. Ko bom rekel, na začetku je bil ful vesel teh golov, se veselil, pa ko je videl, da mu uspeva malo sam, pa me že malo na stranski tirdal, tako da malo sem ga spet spomnil, da ve od česa ene dela in meni dober in njemu uslugo, tako da pričakujem od Sašota najmanj avto, da mi prepiše. Nema se hecam. Drugače pa ja, ni lepšega zmagati na koncu z izkupičkom, enim s takim prednost točk na tabeli in z veliko točkami. Zdaj gremo na neko zasluženo pauzo. In upam, ko se vrnemo dobro daleč še do tega, ampak da nadaljujemo s takim tempom, s takimi zmagami. Na koncu bi lahko bila zmaga še višja, toda sodniki so neopravičeno razveljavili gol Bajdeta po še eni podaji Derviševića. Ostalo je na koncu 3:1 in najlepši možen zaključek jesenskega dela sezone. Prva stvar je, ne uživajo zdaj v temu. Mi moramo se zavedati, da smo naredili odlično delo in se je potrebno odpočiti in je potrebno biti ponosen na to, kar si naredil. To je pa jaz zdaj tega tudi delamo. To pomeni, na počitnice gremo z zavedanjem, da smo naredili dobro delo in zavedanjem tudi, da na tak način moramo potem, ko se zberemo, tudi nadaljevati. To je bilo vse v tekmovalnem letu 2018. Ekipo sedaj čaka skoraj en mesec premora, potem pa se ponovno zbere po novoletnih praznikih.